je 6. Predvidevam, da ste pripravljeni na naše srečanje. Lepo, da ste se odzvali na tako lep četrtkov popoldan. Zdaj še malo pa bomo tukaj dejansko že skoraj poletje imeli. Zato zadnji dve vroči temi pripravljam za zadnji dve srečanje, ne? Za mesec maj in za mesec juni. Danes se srečujemo, kot vidite, 8. v tem letu, kjer opazujemo, premišljujemo in poslušamo in gledamo glasbene izvajalce oziroma interprete. Koliko ste ulovili napovednik za danes, se bomo pogovarjali, oziroma bi vam rad predstavil eno posebno zvrst glasbil, ki mogoče predstavlja dejansko najstarejša glasbila, tudi najstarejša najdena glasbila in zapise, če rečem zapise o teh glasbilih, dejansko niso toliko zapisi, kot so slike o teh glasbilih, kako se je glasba pravzaprav izvajala. Jasno, govoril bom, oziroma predstavil vam bom družino Tolkala. O Tolkalih bomo govorili. Zdaj, Tolkala, kaj povedati o njih? Če sem rekel, da je to najstarejše glasbilo, potem seveda takoj govorim o tem, da so pač izvajali glasbo. Čeprav Tolkalo ni bilo v osnovi namenjeno, na začetku ni bilo namenjeno glasbi, ampak je bilo namenjeno čisto drugim zadevam, kar še ni bila glasba. Glasba je bila kasneje, sprej lahko bi rekli, je bilo namenjeno nekim ritualom. Rituali so tisti, ki so peljali človeštvo, če gledamo čisto antropološki vidik, muzikološko-antropološki vidik razvoja glasbe, so rituali prav tisti, ki so glasbo pravzaprav vpeljevali. Sprej, glasba kot takšna, petje, igranje na neka glasbila in tak dalje so bili na začetku rituali. Razni rituali, s katerimi je človek poskušal bodisi vplivati na naravo, jo spreminjati, bodisi se pogovarjati, dogovarjati z bogovi, karkoli, bodisi se, ne vem, pač stopiti v neki mistični svet, rečemo, ne. In glasba je bila od nekdaj del mističnega sveta. Zdaj, kot umetnost, mi ne moremo reči točno, kdaj je glasba nastala kot umetnost, ampak se je ta mistični svet, ta mitološki svet vedno bolj umikal in je glasba prišla vse bolj do izraza tudi kot neka družbena, mogoče zanimivost, družbena dejavnost. Tudi slikarstvo, tudi, če rečemo, druge umetnosti, upodobljajoče umetnosti in tako dalje, so imele svoj ritualni značaj. To spravi, še danes velja, recimo, prepoved slikanja nekih bogov ali pa božanstev, veste, upodabljanje Boga ni dovoljeno. Seveda, gotove religije imajo še vedno svoje simbole, ki se jih uporablja, pa bi lahko rekli, to so v bistvu slikarski simboli, že, ampak so hkrati še mistični, mitološki simboli in tako dalje. Zanimivo je, zdaj poteka razprava o simbolih totalitarnih režimov, o peterokraki zvezdi, o nacističnih simbolih, svastike in tako dalje in tako dalje. Če bi zgodovinarji, pravzaprav zgodovinarji, če bi tisti, ki o tem zdaj govorijo, pogledali še malo bolj nazaj, ne, bi ugotovili pravzaprav, da vsi ti simboli, svastiko vred in peterokrako zvezdo in tako dalje, imajo čisto svoje popolnoma drugačne korenine in nimajo veze s tem, kar so postali kot neki deli nekih totalitarnih režimov. Ne. Tudi peterokraka zvezda kot takšna gre za pentagram ali pa šesterokraka gre za heksagram, tako imenovan. Ne. In hočem reči, to so bili povzetki nekih ritualnih simbolov, pentagrama in heksagrama. Tudi svastika, ne, svastika, tisti znamenit kljukast križ, ne, ni bil namenjen niti približno temu, da bi ga nekdo izumil za nacizem, niti približno. To je bil znak plodnosti, znak zemlje, znak, mislim, ampak, veste, zato govorim, umetnost kot takšna, ne, je imela v osnovi vedno nek ritualni značaj. Nek ritualni značaj, nek mistični značaj, ki se je pozneje pač, recimo z nekim razvojem družbenih norm in tako dalje, preimenoval v nekaj drugega.
Zakaj govorim v osnovi o tem danes tukaj? Zaradi tega, ker je ritem ali pa puls, če tako rečem, eden od teh temeljnih elementov, ki jih glasba pozna od pradavnine. Jasno, tolkala kot takšna so bila inštrument, ne, na začetku ne smem reči sploh, da so bila inštrument, so karkoli primete v roko, s čimer vi delate nek ritem. To so lahko, ne vem, debla dreves, zaradi mene, kamni, lonci, danes, ja, piskri, mislim, kastrole, vse, kar po čemer je možno tolčiti in s čimer je možno skupaj tolčiti in skratka. To so tolkala, že ime pove, da gre za tolčenje. Ne? Zanimivo bo, zato ker tudi naslednjič, ko se vidimo, bom govoril o enem inštrumentu, posebej o enem inštrumentu, ki spada v družino tolkal. In to bom govoril samo o enem inštrumentu, in to bo klavir. Govoril bom o pianistiki, govoril bom o glasbi za klavir, ampak klavir spada med tolkala. Tako da smo si nejasni, ne? Zakaj in kako vam bom naslednjič povedal. Ja? Ampak gre za tolkalo, ker ločimo inštrumente po načinu igranja. Ne? In inštrument je tolkalo, zato ker so noter kladivca, ki tolčejo. Čist preprosto tolkalo, ne? Boste rekli, pa kak ne, a ni klavir, ne vem, kaj tipkalo, kaj ima tipke, ne? Ni. Skratka, zato je to ena večja skupina inštrumentov in definitivno je praktično nemogoče zajeti, da bi jaz danes pregovoril o vseh tolkalih, ki jih poznate. Zato, ker tudi piski na koncu so tolkalo, če hočete, ne? Tudi, ne vem, sinovo rit je na koncu tolkalo, če prije prepozno domov, ne? Ja, zagotovo, karkoli ustvarja nek zvok s tem, da nekaj tolčemo, ali ob, ali skupaj, ali, ja, tudi to, ne? No, ampak hkrati s tem je pa ritem in puls tisti, ki je nek najbolj temeljni element v bistvu glasbenega dogajanja. Čeprav rečemo melodija, harmonija, puls kot gradniki, ne, glasbe, je pa le puls ali pa ritem tisti, ki je najbolj osnov, zato ker seveda ritem posega v neko časovno distanco, kako dolgo ton ali pa zvok ali pa harmonija traja skozi čas in čas je definiran kot nek ritem. Človeštvo, če boste gledali zgodovinsko nazaj, se je vedno ukvarjalo s to časovno komponento. Ne samo to, da smo se spraševali, odkot je čas in kakšen je, ali je zrnast, ali je tekoč, ali je kakšen, ne, ampak vedno se ga je poskušalo meriti. Čas je bil nekaj, kar je človek od nekdaj poskušal ujeti, zato ker ga ni mogel videti, ne, ni ga znal oceniti, koliko je to. In se je seveda ukvarjal s tem, da ga je razdelil na neke enote. In te časovne enote so bile v zgodovini in prazgodovini popolnoma različne. Nekaj časa so se ukvarjali z ritmom narave. In danes še tudi govorimo o ritmu narave, govorimo o 4-letnih časih, kar je spet nek ritem. Govorimo seveda o, kot so recimo, Egipčani govorili o poplavljanju Nila, ne? In Nil imel svoj ritem in je dajal ritem žetve, vse veste, te stvari, ne? Meni je bilo najbolj smešno, ko sem se učil v Nilu, smo bili, mislim, o Egiptu, ko smo bili seveda otroci, tisti zgornji pa spodnji Egipt, ne? Ko je zgornji Egipt, je spodaj, spodnji je pa gor, mislim, to mi je bilo tak nekak nedoumljivo in potem se spomnim, da sem se vedno spraševal, pa kaj niso vedeli, kak zemlja zgleda, kaj? Niso imeli zemlje videti, da bi pogledali, kaj je zgorja, pa kaj je spodaj. Spodnji Egipt je zgoraj, seveda, ker oni so spodnjega razumeli pri izlivu, ne, Nila, pri delti, ne, so razumeli, da je to spodaj, ne, ampak vse na nek način so imeli prav, ker voda vedno teče dol, ne teče gor, skratka, no, ampak spet, ta ritem je bil drug ritem, potem, kot veste, je človek začel meriti čas, skozi nek ritem, ure, minute, sekunde, mesecev, tednov, let in tako dalje, ampak to vse spada v ritem. To je vse ritem, ne? Leto ima nek ritem, ima ritem 12 mesecev, 12 mesec ima ritem tednov, teden ima ritem 7 dni, dan ima ritem 24 ura ima ritem, o tem govorim, ne? Ampak če pogledate, ne, pravzaprav je zanimivo, mi živimo malo tak dualističen sistem, številčno živimo desetiški sistem, ne, rimljanski sistem, drugače pa 12-tiško pa živimo pravzaprav grški sistem, ne.
dodeka živimo, ne? Glasba ima 12 tonov, ne? Glasba nima 7 tonov ali pa 10 tonov, ne? Mi smo potomci pravzaprav dveh kultur, ne? Rimljanske kulture, pa dobro, te bizantske oziroma, če rečem, otomanske, ne? Zahodne kulture, vzhodne kulture, ne? Mi ne bi imeli številk, ne? Če ne bi Arabci prišli malo pa nas poučili, kaj je ničla. In hkrati pa imamo 12-tiški sistem, ki je pa čisti grški sistem, ne? In ga še danes uporabljamo, ne? Imate 12-tiški sistem, dobro, ne samo ure, ne? Ampak imate tudi, ne vem, ducata. Ja, ducat, greste v trgovino, kupite 6 steklenic vode, ne? Pol ducata vode kupite, ne? V eni tisti, ne vem, kak že rečejo, kupite. Ja, je pol ducata, je ducat. Mislim, hočem reči, nismo opustili z 10-tiškim sistemom, ni padel 12-tiški, še vedno obstaja, ne? Ok, skratka, če damo to na stran, se vrnemo k našemu ritmu. To spravi, ritem je nekaj, kar se meri, oziroma kar meri, s čimer mi merimo čas, časovne enote. In človek je vedno meril časovne enote skozi neke pulze. Jasno, jaz takrat poudarim, zakaj je temu tako. Zaradi tega, ker smo mi bitja, ki imamo nek ritem že v sebi. Bioritem. Točno. Ja, bioritem je malo drugač, ne? Tiste bioritem, ne? Mi pa imamo puls. Mi pa imamo naše srce, ki se ga zavedamo šele takrat, ko imamo probleme z njim, ne? Ampak tak je vedno, ne? Tudi drugih se zavedamo šele, ko delajo probleme, ne? Dokler vse teče normalno, ne? No, in naše srce je seveda tisto, ki nam pomaga razumeti nek ritem, nek puls. In seveda, zdaj, srce bije v različnih, ne v različnih ritmih, ampak v različnih tempih, ne? To spravi, bije hitreje ali pa počasneje, ne? Seveda, ko spimo, ko počivamo, je počasnejši utrip, če smo aktivni, fizično aktivni, je hitrejši utrip, ne? Ko se zaljubimo, se pa, ja, sploh ne bije več, ne? Se ustavi. Kako? Ja, ali pa ne? Ja, odvisno, če ste vi tisti, ki vas čakajo, ali pa vi čakate, ne? Je odvisno, na kateri strani čakanja ste, ne? Skratka, no, hočem reči, da smo bitja, ki imamo v sebi nek ritem. Smo tudi bitja, ki imamo v sebi neko melodijo. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo nek govor, ker nam je dan govor in seveda skozi govor mi tudi se izražamo in imamo zvok. In imamo zvok skupaj z melodijo govora. Seveda, so to tudi osnovni gradniki glasbe in tako smo mi začeli razumeti pravzaprav glasbo kot del našega, recimo, bitja, nas samih. In če sem rekel, da je bil ritem na začetku namenjen ritualu in ritualnim zadevam, ne, je temu res tudi zaradi tega, ker so že zelo zgodaj ljudje ugotovili, da če se izpostavljamo dolgo časa nekemu monotonemu, enakomernemu ritmu, nas ta ritem lahko pripelje pravzaprav do enega drugačnega stanja. Šamani, guruji, ne vem, kdorkoli temu radi rečejo trans. Ampak poslušanje ritma nas dejansko zelo dolgo, to spravi, intenzivnega ritma, nas vodi v neko drugačno stanje. Naše telo ima namreč sposobnost, da se na ritem odzove. Če poslušamo hitrejši puls ali pa hitrejši ritem, nam naše srce začne hitreje utripati. Pa ne rabimo nič početi. Je dovolj, da sedimo, se naše srce poskuša nekako ujeti, uskladiti z ritmom, ki nam je od zunaj usiljen. Ko slišimo počasnejši ritem, kot naše srce, ne, se umirja, začne počasneje biti, ne, začne srce počasneje biti. Temu so seveda pripisovali ta vpliv, zunanji vpliv in odziv našega telesa kot nekaj magičnega, ne, kako je možno to. No? In seveda, če ste kdaj poslušali, gledali, spremljali razne ritualne postopke, ste videli, da ritem in upočasnjujejo in pohitevajo, to spravi, in ga stopnjujejo. Ne?
In potem imate tam razne ljudi, ki padejo v trans, ki padejo v ne vem v kakšna posebna stanja in tako dalje. To poznajo vse kulture na vsem svetu. To spravi, to ni nič novega, da bi mi rekli, ja, v Afriki je drugače kot v Indiji drugače kot na Kitajskem. Ni. Vse kulture to poznajo in to je tudi zanimivo. Vse kulture so spoznali ritem kot nek tak primarni telesni element, čisti telesni element. Iz tega seveda antropologi pravijo, da je izšel direktno ven tudi ples. To spravi, ko se celo telo odzove na puls, pride do plesa, pride do gibov, pride pač do vsega tega, kar telo ob ritmu zna tudi početi. Če sem že zdaj na tem, da poznajo vse kulture ta ritem, puls in odzivanje in trans in tako dalje, je treba tudi povedati, da je ta množica tolkal, od, če smo rekli, piskev do sinove riti, je vprašanje v bistvu kulture. In imamo tista tolkala, ki jim rečemo pravzaprav glasbena ali pa koncertna tolkala, in imamo tako imenovana ljudska tolkala ali recimo naravna tolkala. Ljudska tolkala in načine igranja sploh ne moramo obravnavati, ker to je vprašanje etnomuzikološkega pristopa in tega je mali milijon, pa še vsaj 3-krat več. Resno, ker tega je ogromno. Mislim, ni naroda, ni etnične skupine, ni ničesar, ki ne bi imeli prav svojih specifičnih nekih tolkal. Vsi poznate, ne vem, španske kastanjete, pa poznate afriške bobne, pa poznate, ne vem, mislim, lahko začnemo naštevati, pa smo tukaj 14 dni, pa ne bomo prišli na polovico, ne. Zato hočem reči, tu o tem področju bi zelo težko govoril, ker nimamo niti toliko pregleda, niti toliko časa, niti jaz nisem etnomuzikolog, niti se s tem direktno ne ukvarjam. Na drugi strani imamo pa tako imenovana koncertna tolkala, to so pač tista, ki jih mi razumemo kot največkrat srečana, najbolj obravnavana tolkala znotraj nekih glasbenih enot, o katerih pa jaz poskušam tukaj z vami premišljati. Tako, toliko. Nekako za začetek, da imamo občutek sploh, o čem bo približno tekla beseda. Tolkala, torej pravim, veljajo za najstarejša poznana glasbila, delimo jih v dve skupini, v membranska tolkala in pa idiofonska tolkala. Znotraj njih pa je skoraj nepregledno število različnih glasbil, saj je lahko tolkalo skoraj katerikoli objekt, ki oddaja zvok ob udarjanju. Karkoli. Kaj pomeni membranska in idiofonska? Membranska tolkala so tiste tolkala, ki imajo neko napeto opno. Ta opna je lahko iz česarkoli. V osnovi je to bila ali sosedova ali pa živalska koža. Ne? Mislim, skratka, ja, verjetno tudi. Ampak te kože so, se pravi, napenjali so jih in preko nečesa, preko nekih odmevnikov in po njih so na najrazlične načine tolkli s čimerkoli. Tudi sosedovo glavo, če ni važno. Ampak to je dajalo nek zvok in to so tolkala, ki mi rečemo membranske, ker imajo neke membrane. Danes so to seveda ne več sosedove membrane, ampak so to plastične, ne vem kakšne koli hočete, ne? Ampak membrane. Idiofonska tolkala so pa takšna, kot ta miza, to so pa tolkala, ki oddajajo zvok same od sebe. Jasno, ne, če jih vi postavite, ne da samo od sebe zvok, ne? Ampak to so od lesenih, kovinskih, to so činele, palčke, skratka, kovine, lonci, triangel, mislim, kar daje zvok samo od sebe, to je kovina, les, material daje zvok, ne? Idiofonsko pomeni, da zveni samo od sebe. In zdaj seveda mi lahko z različnimi elementi, z različnimi stvarmi tolčemo ob različne stvari. Ni nujno, da z lesom tolčemo ob les, mi lahko z lesom tolčemo ob membrano, mi lahko s kovino tolčemo ob les, z lesom ob kovino, skratka, se kombinira tega in teh kombinacij imate nešteto. Tudi po membranskih tolkalih lahko tolčete z roko, lahko tolčete z raznimi palčkami, lahko tolčete, mislim, milijavžno na en način. Zato pravim, to so nepregledne množice, samo toliko, da vemo približno, o čem govorimo. Idiofonska in membranska. Znotraj njih pa je skoraj seveda nepregledno število, zato pravim, treba se zavedati, koliko je tega. Aha, tukaj bi vam pokazal en tak, za začetek, odličen primer tega, kar je ostalo kot usedlina na Japonskem, kot usedlina kombinacije glasbe,
če rečemo glasbenega elementa, hkrati povezanega z nekim ritualnim delom in hkrati znotraj tega s plesom. Kajti ljudje, ki izvajajo, ki igrajo na tolkala, se tudi gibljajo. In ta gib njihov je del nekega plesnega dela, ki je del nekega rituala, ki je del nekega večjega sistema. Zanimivo je, da sploh vzhodna kultura razume igranje na tolkala kot oživljanje narave. Zakaj? Zato, ker pravijo, to je utrip narave. To je kot srčni utrip narave. Mi ne delamo drugega, kot vzpostavljamo preko ritmov, raznih ritmov, direktni stik z naravnimi elementi. Videli ste že, če ne drugače po filmih, Indijance, ki bobnajo, potem se pa dež ubije. Mislim, stvar je poenostavljeno neumno povedano. Ampak videli ste takšno preprosto razumevanje tega, da z unim bobnanjem pa z nekim poskakovanjem okoli, potem se pa dež ulije in rečejo šamani, dež, rabimo ti pa pet mal plesati. Ampak definitivno, jaz sem bil v Južni Ameriki, obstajajo plesi za dež. Še danes. Mislim, jaz ne bom rekel, da če tisto plešete, da potem začne deževati, jaz mislim, da šaman, ne vem, ima glavo bolj, pa točno ve, da bo dež, pa potem to naredi, pa ve, da se bo vsulo, vsi ga pa pol čestijo, kak je to vedel. Mogoče pa ima revmo, pa je vedel, ali pa kaj zvej kaj. Ampak hočem reči, obstajajo v ljudskih izročilih, obstajajo plesi proti zlem duhovom, obstajajo plesi za dež, obstajajo proti suši, torej obstajajo plesi, ki so vedno vezani na nek ritem, nek puls, neke takšne zadeve. Ok, začnem z enim takšnim, da dobimo malo občutka, o čemer govorim, iz pradavnine. Ok, vidite neko usklajeno koreografijo, neko koreografijo, skozi katero oni še pravzaprav tudi hkrati izvajajo ritem, hkrati bobnajo, hkrati je pa fascinantno, Ampak to je del, se pravim, to je del nekega koncertnega nastopa, ki se danes izvaja, zagotovo je pa odzadaj nek ritualni česa, zagotovo je odzadaj nekaj, kar je imelo neki večji pomen za njih, neki pomen, ne vem, česarkoli, ampak v svetu, jaz se vedno takrat rečem, v svetu duhov, ne v svetu materijala, v svetu nekih drugih idej, v svetu, skratka, to spada tja, In glasba je v temelju bila namenjena pravzaprav pogovoru ali pa dotikanju tistega drugega sveta, tudi še pri Grkih, saj veste, ni to. Ok, toliko to. Prva imajo seveda, kot sem rekel, napeto opno, in to smo zdaj tukaj videli, določenega akustičnega telesa, druga so samo zveneča glasbila, ampak sploh za bobn, če ste opazili, je zanimivo, da igrajo tudi po robovih, tudi po robovih, ne samo po membranah. Skratka, se poskuša iz teh glasbil vedno dobivati različne zvoke in to je na nek način tisto, kar tolkalo kot takšno seveda omogoča. Družina tolkal? Izvolite. To je ena japonska skupina, ki pravzaprav goji to staro, davno, tradicionalno bobnanje. Oni imajo tudi posebne gonge, posebne bobne, ne vem, lahko vidite, tudi tu so eni bobni, so recimo, ko ležijo zraven, na tleh, pa so bobni tako malo nad njimi, ampak ne ležijo, mi imamo občutek, da ležijo, v bistvu so pa v takem poldvignenem položaju, in trenirajo, fantje bobnajo največkrat isto, trenirajo tudi nekaj let, da imajo toliko močne mišice, da so v polležečem položaju in bobnajo navzgor, In to bobna recimo po 15-20 minut, že samo bit ne moreš tako usločen 15 minut, zdaj si pa predstavljate, on še tolče po bobnu. To je hud fitness, Ja, mi bi temu tako rekli, Ja, mi bi temu tako rekli, Ampak definitivno to so njihove tradicionalni pristopi do glasbe, In za njih glasba predstavlja tudi pogovor z nekim drugim svetom, svetom rituala, Pri nas je glasba dostkrat sam tista, da gremo na nek koncert, pa rečemo, ta pa zna pet ali pa ne, Ampak ni, glasba seže drugam, Saža, in mogoče so tolkala ravno tista, ki odpira ta vrata. Družina tolkal je izredno velika, pravim, spoznali bomo predvsem mojster in mojstrice pomembne glasbene sekcije, ki ima pomembno mesto v opusu koncertne glasbe, kakor tudi v popularni etnoglasbeni kulturi. Danes ni popularne glasbe, da ne bi kdo nekje po nekih stvareh tolko, čeprav je to pač nekako drugače not prišlo, ampak o tem niti ne bomo imeli cajta dosti govoriti. Ob tem je zanimivo, pravim, da uvrščamo zaradi načina igranja
vmes tudi klavir med tolkala, ampak se bomo s tem glasbilom posebej ukvarjali. Zaradi tehničnega napredka so postala tolkala tudi del elektroakustične in eksperimentalne glasbe, prav tako pa je njihov zvok stopil v vokalno glasbo, kjer to dejavnost imenujemo beatbox. To se pravi zanimivo, ne? Če sem rekel, da so tolkala z opno, pa da so tolkala samo zvočna, ne? Človek je danes želi, to se pravi v vokalni glasbi, ta vokal spremeniti v tolkalo, ne? In beatbox je način, kako tolkala oponaša. Se predstavljate? Ja, to je umetnost. Sem vokal. Kar pomeni, da tolkalo ni samo, kar dejansko je fizično prisotno, ampak je možno oponašati zvok tolkal seveda tudi samim glasom. In to je vse samo on z mikrofonom, ničesar ni zraven. To so tudi že pri nas ti primeri, da delajo to. Ja, seveda. Slovenija je ansambl, ki se imenuje Perpetuum Jazzy, ki imajo beatboxerje noter in ko oni pojejo, imate občutek, da imajo ansambl zraven, ne? In ne, to stojijo tam 4-5 fantov, ki so različni tolkalisti, če tako rečem, ampak na mikrofon so tolkala, ne? Oni so bobni, ne? Ja, vse je vokalna glasba, ne? Hotel sem vam sam pokazati nekoga, ki to res obvlada, da človek onemi, ne? Onemi, kaj pomeni pravzaprav skozi vokalno glasbo razumeti tolkalo, ne? Okay. Med velikimi imeni izvajalcev in izvajalk bomo srečali seveda nekaj Nemcev, Francoze, skratka popeljal vas bom skozi nekaj zanimivih glasbenikov in glasbenic, Italijanov, Špancev, Američanov, skratka, malo se bomo pogovarjali, da boste videli, kaj pomeni pravzaprav skozi zgodovino seveda neka tolkala. Malo da vas seznanim z nekimi osnovnimi takimi zadevami, verjetno konga se poznate, ne? Ampak znotraj teh družin kongov imate spet različne, večje, manjše, ne vem kaj še vse, ampak kongi so bobni, ki so samostoječi, ki so pač na teh stojalih. Bongasi so ponavadi ali pritrjeni na enih posebnih stojalih, ali pa jih držijo med nogami, takole. Tamburin je vezanje na opno, plus temi zvončki, ki se potresavajo lahko, ne? Ampak izhajajo, večina tolkal izhaja tudi iz ljudskih glasbil, ne? To spred, od tam so, ne? Marakas imajo noter riš in se potresavajo, ne? Potem kajon je danes zelo v modi, to je ena kišta, na kateri sedijo pa tolčejo po njej, ne? Prihaja pravzaprav bolj iz teh, rečemo, uličnih bendov, ne? Ki so sedeli na kantah za smeti, pa so tolkli po njih gor, ne? Ampak postal je, zato pravim, tam je nastajal, ne? Kot neka takšna zgodba, ne? Pa kartonaste škatle, po katerih so tolkli. Danes je pa pravzaprav glasbilo, ki se ga uporablja v čisto tako odrski glasbi, klasični glasbi, ne? Potem imamo tu razne temu rečemo, bobnerske baterije, ne? Govorimo o temle, ne? Imate tako imenovano pop, rock baterijo, jazz baterijo in tako dalje, odvisno od tega, kak je sestavljena. Iz velikega bobna, ki se ga igra tudi z nogo, iz enih činel, ki tolčejo takole skupaj, iz celega kupa nekih prehodnih tomov in skratka, temu rečemo bobnerske baterije, ne? Potem imate to isto zadevo, ne, ki je akustična, imate tudi v električne variante, ne, električne bobne, ne? Pol imate recimo razne činele, viseče činele, dvojne činele, ki se igrajo v orkestru takole skupaj, pa visijo, pa se jih igra z raznimi palčkami. Pol imate raznovrstne gonge, ki pravzaprav izhajajo iz dost ljudske glasbe, predvsem gongi, in to so prišli bolj iz vzhoda. Danes imate igranje na gong že kot neko glasbeno terapijo, lahko tako, ne? To so viseči gongi, ki so igrani. In skratka, gong je eden od teh inštrumentov, ki je recimo direktno prišel iz vzhoda, ne? Pol imate te tipične orkestralne bobne, oziroma ki se jim reče timpani, ki jih je možno uglaševati. To so tisti bobni, ki stojijo tam od zadaj pri orkestru in se igra. Pavke. Pavke, ja, timpani pavke, ja. Ja, to je to, ne? Namreč, ti bobni dosem, ne, imajo v bistvu neko relativno višino, lahko govorimo o višjem pa nižjem tonu, ne?
s tem, da lahko jih oglašujemo, lahko rečemo približna oglasitev, medtem kot pavke, če želite boljše izraz pavke ali timpani, se pa natančno oglašujejo, ne? In se s tem, ko se jih vrti, se jih dejansko napenja opno in imajo natančno oglasitev, ne? In dober timpanist, recimo, imaš tudi po 4 ali pa 5 pavk takole okoli sebe, ko igrajo, ne? V orkestru. No, pol imate ksilofon, vsem znan, pol imate zvončke, to je spravi varianta ksilofona, ki je kovinska, tisto je leseno, ne? Pol imate to veliko zadevco, ki se reče marimba, ki ima od spode odmevnike, ravno tako lesene palčke, se igra na to, ne? Sistem, klavirski sistem je, to spravi, kot da bi gledali bele pa črne tipke, ne? Enako, s tem, da ima pa to, tal je tudi že priključen na elektriko, pa ima noter ima ene vrteče se takšne ploščice, zato da dobite lahko tisti podaljšan zvok ali pa vibrato ton ali pa kaj takšnega. Skratka, ena takšna hitra, velika družina nekih stvari, da imate en občutek, kaj se dogaja, ne? Sem pa spustil, seveda, ostali 1,5 milijona variant teh inštrumentov, ne? En tak klasičen set, ki ga vi vidite, recimo lahko v orkestrih, ne? Od leve imate tisti velik vojaški bobn, ki se mu reče tudi Grand Casa, oziroma velik bobn, tisti bum, ko udari, ne, bumf. Pol imate ta set, kot ste rekli, ne, ta set timpanov, ne, pavk, ne, pol imate set bobnov, set vojaškega bobna ali drumle, ne, te prst, ne, ko ima tudi mrežico spode, pol seveda ksilofone, zvončke, zvonove, ne, viseči zvonovi, skratka, nekaj takšnega, če rečete, današnji orkester nekje od zadaj potrebuje, vsaj recimo tam ene 3-4 tokaliste, ki nekaj izvajajo, če imate velik orkester, ki morajo to seveda obvladati. Danes tokalisti, ko se šolajo, se sicer lahko šolajo kot bobnari, kot izvajalci na nekem glasbilu, ne, ampak morajo obvladati celo vrsto glasbil. To se pravi, težko, da imate samo enega, da bo samo en bobnček igral celo življenje, ne. On mora znati obvladati tudi druga, je pa lahko specialist, recimo timpanist. Ampak mora znati igrati tudi na zvonove, mora znati tudi ritem dajati, ne vem, na kakšen drugi bobn, mora znati tudi igrati triangel, mora znati, skratka, hočem reči, timpanist ne pomeni, da je specialist samo za en inštrument, ampak za celo neko serijo, se pa lahko seveda osebno, čisto tako osebno, izraža v nekem svojem svetu, svojega bobna oziroma svojega tokala, koliko se želi. Ena prvih zanimivih žensk, rojena leta 1929 in še vedno živa, je bila Vida Čenovet, prva ženska, ki je bila profesionalna glasbenica na marimbi. Prav tako pa je bila seveda tudi etnomuzikologinja in lingvistka. Njene knjige so strašno zanimive, ker povezuje jezik, kako se sliši, z ritmom, z etnomuzikologijo in z igranjem, ne, zato strašno zanimivo, če bo koga malo zanimalo, se lahko najde, je pa doma bila iz Oklahome, oziroma še je iz Oklahome. Bila je tudi prva, ki je na marimbo izvajala polifono glasbo, znana pa je postala tudi zaradi sodelovanja z 2 glasbenikoma. Pablo Casals, smo govorili že, violončelo, in Andres Segovia, kitara. Ampak o Segoviji bom govoril kasneje, ne. Kaj pomeni polifono? Pomeni večglasno. To pomeni, da ni igrala samo z eno palčko v desni roki, pa z eno palčko v levi roki, ne? Ampak je imela tako po 2 ali pa po 3 palčke v eni roki, ne? In je igrala večglasno z eno roko, takole. Boste videli, kako se to izvaja, ampak polifono je igrala na marimbo. Okay? Napisala mnogo pomembnih knjig, 13 knjig samo o tem, ne? Člankov več kot 200, tako o glasbi, kakor tudi o marimbi, o inštrumentu. Znana je tudi po priredbah skladb za marimbo. Ona je skladbe jemala iz klasičnega repertoarja in jih je predelala za marimbo. In bi vam pokazal Bachovo etido Edur preludi za marimbo, okay, in tako dalje. Ne? To je en tak dober začetek, da se je uveljavilo glasbo pravzaprav na teh tokalih. Drugi je, seveda, na zdravje. Zeferino, to se prebere Nandayapa Ralda. Tako so mene tudi naučili, jaz sam ne znam, ampak so mi povedali, gospod je pa že umrl, leta 2010 je umrl. On je pa bil izredno znan mehiški tokalist.
Jaz sem potem šel gledati, ko sem bil v Mehiki, pač nisem tega vedel, ampak sem šel gledati, on ima po ne vem kolikih mestih, ima postavljene spominske plošče, table, ima tudi nekaj spomenikov, so mu Mehikanci postavili. On je bil za njih tak mali narodni heroj, ne. Glasbenik, ne, danes kaj boste videli še glasbenikov, da kaj postavijo, bože moj, ne. Ja, na grob, to je edino, kaj mu postavijo, ne. Zato, da ne pride ven več. Izredno znan mehiški tevkalist, igral predvsem klasično marimbo, repertoar pa je obsegal mehiško ljudsko glasbo in klasične sodobne kompozicije. To je bilo zanimivo. On je igral klasično marimbo, on je bil šolan tevkalist, igral klasično, kot smo prej opazovali Baha pa te stvari, ne, ampak je pa ljudsko glasbo začel igrati na ta inštrument in je pokazal svetu, ko je stopil na odre, pa je igral malo Baha, malo tistega, je rekel, zdaj pa zaigral eno moje, od tam iz vasi, kjer sem jaz, pa je zaigral ljudsko glasbo. Tako da je ljudska glasba začela prihajati v marimbo na koncertne odre. Igral je torej klasične in sodobne kompozicije hkrati s tem. V njegovi zapuščini je precej zvočnih in videoposnetkov, na svetu pa število posnemovalcev njegovega stila in repertoarja. Kot solist je igral z velikimi orkestri, med katerima sta Royal Philharmonic orkester iz Londona in iz Madrida. On je z simfoniki igral, ampak hočem reči, kot ta ljudski inštrumentalist je pa hkrati naredil ogromno za poznavanje ljudske glasbe. Spet, to je ta prenos, rečemo, ljudske glasbe v neko resnično dobro izvedbo. Ne? Ker ljudski inštrument, zagotovo marimba, mehiški ljudski inštrument ni. Ne? Kako pa zgleda ta inštrument? Marimba? Ja. Mislim, jaz ne vem. To je marimba, gledajte. Tole. To je marimba. Te velike ploščice, to je precej velik inštrument, ima pedale za to, da lahko poganjate hitrost vrtenja, to so pa tile odmevniki, ki pomagajo zvoku, da zveni. Drugače, ta lesena ploščica je samo tunk, ne, tunk. Ta odmevnik pa pomaga, ne, da močneje zveni. To je marimba, ki ima, tole je pa tako kot klavirske tipke, ne. Tukaj so skupaj v vrsti, pa imate po dve, po tri, po dve, po tri, tako kot klavir, ne. Kot ima klavir črne, ne, črne tipke. Ne znam vam čisto točno povedati. A to je tako podobno nekaj cimbala, ne? Ja. Nekaj tako, nekaj me spominja na to. Lahko bi rekli, ampak tudi zvončki so ta sistem, to je vse iz te iste družine, ne. Zdaj, kdo je direktno marimbo naredil, ne znam vam, to vam ne znam reči. Tega vam ne znam reči, ker jaz tudi teh znamk ne poznam, ampak ene so sigurno boljše, ene ne. Ampak zato sem postavil v spodnjo vrsto, sem postavil tale tolkalca, veste, ki so od večjih do manjših zložena, da mi igramo. Ne? In to je približno isti sistem kot ksilofon, zvončki, s tem, da je to leseno kot ksilofon. Tu pa manjkajo tiste črne tipke vmes kot klavir. Ne? Vi lahko igraste samo osnovne tone, ne? C, D, E, F, G, A, H, C. Ne? Manjkajo pa poltoni. Medtem ko tale pa že ima poltone. Ksilofon jih tudi še nima. Ne? Ksilofon igraste samo polne tone. Lahko, ne? To pa ima poltone. Ne? To so poltoni vmes, ne. Ampak zdaj bomo videli še kak posnetek, kako direktno igrajo, ne. Evo, ne, tu vidite gospo Japonko, Kiiko Abe, marimba, ne, ki igra polifono, zato sem to sliko tudi poiskal, ne. Se igra tudi z dvema, pa tudi s tremi palčkami naenkrat se igra, mislim, to je res, treba znati igrati, ne, treba res pošteno znati igrati, ne. In, evo, japonska glasbenica, tevkalistka in skladateljica tudi ona. Njen repertoar obsega vsa klasična tevkala, še posebej pa seveda marimbo. Stilno igra sodobno glasbo, ob tem pa vse originalno japonsko in vse, kar je povezano z etno vsebino. Je članica mnogih glasbenih skupin v Tokiu, ima svojo glasbeno šolo za tevkala, ona vodi prav celo glasbeno šolo za tevkala, katero obiskuje preko 500 otrok. Začne pravzaprav z učenjem tevkal, ko začnejo otroci hoditi, ne. Od onih vrtcev naprej, ne, že izvajajo tevkala, se že ukvarjajo z glasbo in, a veste, Japonska pač to malo drugače, ne. Je prva ženska tevkalistka, ki je zapisana v Dvorano slavnih leta 1993, to spravi tisti znamenita Dvorana slavnih glasbenikov, no, in je bila prva ženska, ki so jo leta 1993 kot tevkalistka noter zapisali, no, pa bi vam pokazal njeno izvedbo ene skladbice. No, malo da si predstavljamo, ne, kaj gospa pravzaprav počne in kaj zna, ne.
Okay. Raymond, oziroma Ray Cooper, je pa angleški virtuos, bobnar in vokalist, sodeloval z mnogimi znanimi glasbeniki in pa z glasbenimi skupinami, recimo George Harrison, Billy Joel, Rick Wakeman, Eric Clapton, Pink Floyd, Elton John in še mnogi drugi. Znan je za svoje solistične vokalne dele v skladbah, katerim s tem doda svoj posebni element, igra na preko 30 glasbil, 30 različnih glasbil, ne, vključno s celotno bobnarsko baterijo. Ne, in on se obda, na odru se obda v bistvu, vidite, tukaj s celim kopicom nekih bobnov elektronskih, takšnih, tu so tisti kongi, ki smo jih gledali na začetku, zadaj ima gong, v strani visijo činele, skratka. Sploh doseže vse. Baterija, ja, vse se premika, bobnari, veste, ti vokalisti hodijo okrog, igrajo, mislim, to treba pač videti, kaj ti počnejo. No, in tu sem vam našel en njegov solo, ki traja 6-minutni solo znotraj ene skladbe, malo en občutek za to, to je tudi ta popularizacija na nek način glasbil in tega, ne. Ok, Paul Master Timothy, oziroma Tim Matthew Curley, je pa ameriško-britanski vokalist, zdaj gremo že na mlajše, ne, rojen leta 54, ki se sprehaja med jazz glasbo, sodobnimi eksperimenti in klasičnim repertoarjem. Sodeluje z mnogimi znanimi dirigenti, glasbeniki, orkestri, do sedaj je posnel več kot 10 samostojnih albumov in nekaj priročnikov v izvajanju na različna vokala. On tudi piše, on dela šole za vokale, ne, in je znan, da spravi, Curleyjeva šola igranja na vokale je prav tako, kot da bi rekli, ne vem, etide od Bacha, one od Beethovena in tak dalje, ne. No, in evo, poslušamo njegovo zadevo, ki se imenuje Skrite sanje, prikrite sanje, seveda samo vokale, ne, samo vokale, to česar ni. Ravno to mi je letos tako zanimivo, da gremo pravzaprav po teh sklopih inštrumentov, da prepoznavate, koliko so pomembne za neke glasbene zadeve. Seveda zanimivo, ne, ko pa daste vse inštrumente skup, ne, vokala, godala, pihanja, ne, takrat pa dobite pravzaprav čisto neke nove dimenzije, ne. Ok. Sheila Cecilia Escovedo. To spravi, to je pa ena bolj takih divjih žensk bobnark, odlična, znana kot tako imenovana Sheila E. Ameriška vokalistka, pevka, on je tudi pevka, je pa tudi igralka, filmska igralka, Sheila E. Seznam glasbenikov, s katerimi je sodelovala, je strašno dolg. Med drugimi je bil Prince, s Princem je delala ogromno koncertov, Ringo Starr, od Beatlov, ne, tako imenovan Richard Starkey, ne, George Duke in tako dalje. Posnela je 7 samostojnih albumov in v njih pokazala, kako vsestranska umetnica je, ne. Do sedaj je še vedno njen najboljši album The Glamorous Life iz leta 1984, kjer ima še zdaj 28. mesto na lestvici. To je strašno visoko za taki album. Sicer pa velja za ikono sodobne glasbene scene. No, in ravno album The Glamorous Life je Sheila E. igrala skupaj s Princem, seveda, ko je bil še... Pokojni. Ko še ni bil pokojni, ja, če tako rečem, ne. In sem uspel najti en dosti zanimiv posnetek, tako da jo vidite, gospodično Sheilo E. v akciji. Zdaj, kaj meni všeč, ravno pri tem, zakaj vam na ta način kažem, da vokala, oziroma da glasba ni več vezana, kot je bila 17-18. stoletje, na neke dost moške šovinistične zadeve, da je to stvar nekega možnega sveta, ne. Ampak ženske stopajo v ta svet pravzaprav ne samo enako prodorno, ne vem, če še ne bolj prodorno, ne, s to svojo energijo pravzaprav pomenijo en bistven proboj za gotove inštrumente, za gotove trende v glasbi, kar se mi zdi, da je mogoče strahovito pomembno, zato vam probam najti tako malo različne ljudi, da vas popelje v tale svet. To je seveda drugi del teh bobnarskih, vokalskih zadev, ki spadajo v nek show repertoar noter, ne. Ampak tudi tu pravzaprav je treba znati igrati. Tudi tu se pokaže zelo hitro, ne samo kdo kako izgleda, ampak kdo dejansko nekaj zna. In če sem vam seveda začel z japonskim tistim delom, bi vam zdaj pokazal seveda gospo Patricio oziroma Patsy Dash, letnik 62, ki pa je ameriška vokalistka, ki pa igra v klasičnih orkestrih.
Trenutno je v simfoničnem orkestru v Chicagu zaposlena, kamor jo je povabil Sir George Solti. To spravi, on jo je povabil kot glavno vokalistko, to spravi kot solistko. Stara je bila samo 24 let in je postala članica tega pomembnega ansambla. Ob delu v orkestru poučuje, vodi glasbene delavnice za mlade in nastopa praktično po celem svetu z različnimi orkestri. In ona je seveda tudi članica različnih tokalnih skupin. Kar mi je zanimivo, pa želi mladim približati glasbo tokal na ta način, da dela priredbe. Otroke pač najbolj pridobite, da se učijo na ta način, ker mi je glasba blizu, ker poznajo neke glasbene teme, Star Wars, verjetno so fani teh filmov. Skratka, in na ta način se skozi glasbo seveda tudi oni spoznavajo z literaturo in tako dalje. Ker če jim boste dali zaigrati samo nezanimive stvari, zagotovo ne bojo. To je Patsy Dash. Mlajša generacija je tudi Evelyn Glini. Evelyn Glini, izjemna ženska, jaz sem poslušal nekaj njenih koncertov, je pa škotinja, je pa virtuozinja, multitovkalistka, glasbenica, po mojem najširšega formata. Od svojega 12. leta dalje je pa delno gluha. Ampak pravi, da je sposobna slišati z drugimi deli svojega telesa, da ona sliši tokala. Je pa delno gluha bila je bolana, zbolela je in je oglušela. Je prejemnica več kot 10 velikih mednarodnih nagrad, med zadnjim je tudi Polar Music Prize leta 2015. Posnela je 15 albumov, nekaj sama, nekaj s pomembnimi soizvajalci, med katerimi so iz sveta klasične glasbe, tudi sodobne, recimo King Singersi, Mark Knopfler, kitarist in tako dalje. Spravi, in eno in drugo dela. Ampak Evelyn Glini je, vsi, ki jo poznajo, kako izgleda, ona ima dolge, blondne, bele lase. In vedno, ko pride na oder, ima ono čupo skoraj do riti dol, mislim, taka je, ampak fenomenalna. Ampak ta tokala, za razliko od marimbe, kaj smo prej poslušali, to so samo opnska. Zato sem poiskal, to je samo na opnah, to spravi večji, manjši bobni, takšni bobni, gran kasa, velika, spravi opnska tokala, in gospa mislim, da res pokazala kako pa vpliva svoje znanje. Na sluh, recimo, kateri izvajalci, mislim, kako vpliva na njihov sluh. Tole, mislim, do zdaj sploh nisem razmišljala o tem, kako takole razbijanje, se upravičujem, ker se tako izražam, na takole razbijanje, jaz mislim, da je to grozno gledajte, pravzaprav vse veste, kar je nad 90 decibelov nam škodi. Kar pomeni, da je to tudi lahko, tovornjak, ki pelje mimo, to je lahko glasba, to je lahko vse. Še najmanj škodi, bom tako rekel, glasba, ki se jo posluša pravzaprav v normalnem prostoru. Najbolj škodijo slušalke. Zakaj? Zaradi tega, ker med izvorom zvoka in med našim bobničem ni prostora, ni zraka. Zrak je pa tisti, ki na nek način prenaša zvok. Je medij, ampak zvok prenaša in naši bobniči se na zrak, ki udarja, ki valori in udarja v naše bobniče, drugače odzivajo, kot če imate vi direktno slušalke. Najbolj škodi tisto, ko imajo ljudje radi slušalke, gor pa poslušajo pa tak na glas, da jaz slišim, ki zraven stoji. In to je problem, drugače sami ti inštrumenti ne presegajo 80-90 decibelov, pa lahko tolčete po njih, koliko hočete. Kako pa potem to recimo v orkestru, da so recimo odzadnji tokala, potem so pihalci, Trubila, ponavadi, pihala so... Pihala, trubila, Kako pa potem to vpliva na te, ki so od spredi, recimo violine, viole, Ker vse pokasirajo. Ja, to se mi zdi menko zelo glasno, ker sem zdaj na enem koncertu, ker sem bila, je bilo zastrto z eno plastično okno, da niso pokasirali. Vse se dela, razne pravzaprav te vmesne stene se daje. Sicer koncertna dvorana, zdaj bi vam moral risati, ampak v preseku, če bi jo gledali, je takšna kot školjka. Orkester sedi tukaj, zvok pa gre tako, zvok se ukrivi, kar pomeni, zvok se širi v prostor naprej, nazaj, ampak tudi navzgor in se ukrivi. In tokala so tukaj, zato da najbolj ukrivijo zvok, da nese ga najbolj naprej. Violine sedijo pa spredaj, seveda, ker imajo, če rečemo, najbolj šibek
zvok, ne? Ampak vi kot poslušalci sedite pa njim najbližje. Kar pomeni, da imate pravzaprav najbolj neposreden zvok najtišjih glasbil. In zato sem prej vas mičkeno popravil, če sem spredaj godala, so potem pihala, ki imajo malček malo močnejši zvok, potem so trobila, ki so toliko močnejša in vzadaj tolkala ravno zaradi svoje moči. In vi pa, ki spredaj poslušate, seveda ste pa od tolkal najbolj oddaljeni, ne? Zdaj, inštrumentalisti ne pokasirajo dosti, zato ker gre zvok preko. Zvok ne gre tako naravnost, kot da bi vodo spustili, ne? Zvok ne leti tako, zvok se širi pravzaprav v krogih. Če rečemo, če vi tu zaigrate, gre zvok takole narazen, ne? Gre v krogih, ne? In ne gre tak, ne morete takšno. Ja, kako s puško, ga strelite, razen, če nimate usmerjenega zvočnika ali pa kaj takšnega, ne? Ampak zaradi tega so tudi koncertne dvorane tako narejene, da se ukrivijo stropovi, ne? Koncertna dvorana nikoli ne bo tako kot to škatla. Ampak bo vedno, ali bo pa, kot ste vi rekli, bo pa kaj zastrta. Če ste vi videli kakšnega bobnarja, recimo pri jazzu, pa kaj tak, je lahko celo dvignjen, pa za paravanom. Zato, da pravzaprav zaduši nekoliko njegovo bobnanje, ampak tist paravan ni zato, da ga zaduši, da je on tiši, ampak zato, da zvok ne gre toliko naprej, ampak da gre sam gor. Ne? Zaradi tega, veste, to se različne stvari glede na prostor potem postavlja tolkala, ne? Je pa res, da naravni zvok, ne, to, kar smo zdaj slišali, to so naravna tolkala. Dokler vi ne ozvočujete nečesa, ne, imate tisti naravni zvok, ki je zagotovo najmanj škodljiv. Saj z ušesom, gledajte, vi nikoli ne zlezete pod boben, pa da bi nekdo tolkel po njem gor, ne. So bistveno bolj škodljive stvari za naš sluh, ne vem, od avionov, helikopterjev, tovornjakov, ne vem, kar bolj škodi. Kar bistveno bolj škodi, ne. Tudi zelo škodi sluhu konstantna izpostavljenost zvoku. Recimo ljudje, ki delajo na cestnih podjetjih, pa imajo tiste za asfalt ven pulit, ne? Tisti imajo ene slušalke na ušesih, pa ne zato, ker musko zraven poslušajo, ne? Ampak zaradi tega tisto so pa obratne slušalke, so pa dušilke, ne? So pa tiste, da zvok ne udarja tako v uho, ne? Ampak tam nastane pa drug problem, ker pride do vibracij telesa. Celo telo trese, tistim jaz nisem nikoli poskusil, ampak sem zraven stal že, ne, to se tresejo, tla se trese, vse tako da bogi ljudje, ker to z roko dela, dan že imate tiste mašine, ki se vklopi, pa ima tisto iglo, pa to naredi, ne, ampak tisto še vedno je glasno, kot hudič, ne, ampak vsaj človeka ni več zraven, ki bi tisto držal, pa bi ga streslo do zadnje kosti, ne. Veste, škodljive stvari sluhu, tudi dolgo izpostavljanje, recimo zvoka šumov je škodljivo, pa se nam zdi šum, da ni nič takšnega, pa ni, saj imamo tako imenovan beli šum, imamo tako imenovan roza šum, rjavi šum, skratka, to so šumi, ne? In uho, ki enkrat dobi nek signal in ga konstantno dobiva ta bobnič, vedno enakega, izredno slabo vpliva na občutljivost. In potem z leti mi rečemo, z leti pa zdaj ne slišim več, ne slišim, ni res, ne. Nam se pravzaprav malo se nam zmanjša obseg slišanja, ampak kaj se nam pa res zmanjša? Zmanjša se nam občutljivost. Mi več natančno ne slišimo. Ne, da mi ne slišimo frekvence, mi ne slišimo natančnega govora. Se nam zdi, da nekdo mumla, ne. Se slišimo, da govorimo, pa kaj je rekel, ne. To je tisto, ne, ker ne slišimo natančno, ampak slišimo pa v obsegu, ne. Jaz se spomnim, jaz sem poslušal akustiko pri profesor Adlešiču, ki je bil fantastičen predavatelj, se je žal že pokojen, in 2 leti smo ga samo imeli in nam je takoj na začetku prenesel neko kišto, tak zvočni eksperimentator, da nam je pokazal frekvence, ne, pa je začel spuščati tam neki zvočnik, je bil rekel, no, zdaj pa gremo, kdo to sliši, pa je dvigoval. Rekel, ja, vi, ko ste mladi, morate slišati zelo dost frekvenc, od 20 Hz do 20 kHz približno mi slišimo, ne, in pol je tisto čisto gor je šlo, napiskane, ne, in pol je rekel, no, dvignite roko, ki slišite to, smo dvignili, pa še više,
začela piskati, rekel, kdo pa še to sliši, tudi še dvigovali, pa tam na koncu so še, jaz sem tisto poslušal, pa sem rekel, Madonna, komponist sem pa, a res ne slišim več, res, da sem že star 22 let, ampak ga sem nablušna, kaj? Pa spreminjal, no, kdo še to sliši, pa je 5 še dvigne roko, pa to, 3 dvigne roko, kaj pa to, pa en še dvigne roko, rekel, zanimivo, res dobro slišite, ne, rekel, ko ne topiri, ker jaz že pred 10 minutami sem že ugasnil, rekel. Hodil je pokazati, ne, vse ne moramo slišati, ampak študenti so tam hoteli pokazati, kako dobro slišijo, ne, pa sem tam nekaj s prstom delal. Rekel, sem že stavno je ugasnil, tako da dobro slišite, rekel. Jaz pa sem mislil, da ne slišim več, pa sem reč pošten butl, ne, pa sem tako roko dol, da je poslikal. Ne bom se smešil, ne, ampak oni pa kar nekaj roke, gor. Rekel, sem že zdavne ugasnil. Ja, ampak on je hodil pokazati, kak je to, ne, da ne mi govoriti, da sliši, da on je pips, neko ne topiri, on je rekel, ne, tega ne volite slišati. Skratka, toliko sluhu, ne, ampak veste, bi vi bili izpostavljeni konstantno istemu pisku, ki ne rabi biti močni, je lahko tudi samo nekaj decibelov. Jaz vam povem čez čas, ne samo da znorite, tudi uho se vam poškoduje, ker ima stalno isti impuls treserja, stalno isti, in ta membranca tu noter se nam poškoduje od istih sunkov. Ne samo od enega močnega, ne, takrat lahko poči, pa se raztrga, pa ne vem kaj še vse, ampak tu se pa prav poškoduje živc lahko, ne. Obstaja tudi seveda ena bolezen v ušesu, ki vam stalno piska noter, ne. Temu se reče tinnitus. In nastane... Ja, ampak to je vnetje, to nastane lahko tudi kot vnetje, to otroci tudi lahko dobijo kot vnetje živca, ne. Ušesni živec se vname in potem uho samo proizvaja občutek, ne, živc proizvaja občutek, možgani pa to razumejo kot stalen ton, ne. In obstaja terapija, kako zdraviti tinnitus. Namreč poskuša se ujeti frekvenco, ki jo slišite, ne? Ker eni slišijo višje, eni cvili, eni pač različni toni so, ne? In poskuša se ujeti to frekvenco in se uho stimulira z isto frekvenco, zato da živec pravzaprav razume, da je to zunanji držlaj. In potem, ko ugasnete mašino, ne, je nekaj časa mir, zato ker živc reče, aha, zdaj sem dobil to, pa začne spet živc proizvajati svojo, ne. Jaz imam kolega, ki je imel hudo vnetje ušes in je imel tudi, mislim, vse je dobival antibiotike, ampak tak en mesec prepozno, zato ker je mislil, da se bo to pozdravil sam, ne vem, s limono, pa z medom, pa ne vem, kaj se je noter tiščal, ne vem, kaj se je tiščal. Pač tiste babica zdravila, ne. In ko je pa po enem mesecu mu že brenčalo v glavi, ne, kaj še se bo pa šel po neke antibiotične kapljice, da se je to malo umirilo, ne, ampak še vedno 24 ur na dan, 7 dni v tednu, a veste, to je... Tako da hočem reči, da ni sam poškodba živca, poškodba bobniča, ne, natrgan bobnič, počen bobnič, ni vedno tudi gluhota, ne. Gospa je pa bila bolana, pa ima imela bolezenski problem, zato je oglušela. Suzy Ibarra, ameriška skladateljica in vokalistka, ki povezuje zahodno kulturo s Filipini, zahod in ona je s Filipinom, ne, odkoder pravzaprav ona izhaja. Najbolj znana je za svoje odlične prispevke v jazz, etno in klasični glasbi, ukvarja se s sodobno glasbo, povezuje pa poezijo, glasbeno gledališče, opero in elektronsko glasbo. To je njen svet tokal, ne. Posega precej po različnih etno in folklornih glasbilih in glasbenih elementih, ob tem pa poučuje na različnih glasbenih delavnicah. Do zdaj je posnela 17 glasbenih albumov z različnimi glasbeniki in sodelavci, zadnje čase deluje tudi kot ekološka aktivistka, ne. Pravi, da je njena razlaga, zakaj se je v ekologijo pognala, ne, je rekla zaradi tega, ker so tokala najbolj eko glasbila, ne. Zato, ker lahko karkoli najdete, ne. Res ekološko, poberete palce, ne vem, kamne, eko, ne. In to hoče tudi ona razumeti. No, evo, in ena takšna njena zadevca, da vidite, tako, Suzy Ibarra. Suzy Ibarra. Robin DiMaggio,
seveda italijansko-ameriški vokalist, predstavnik mlajše generacije, vsekakor znan mnogim glasbenikom in glasbenim studijem. Sodeloval s številnimi različnimi glasbeniki, kot so Paul Simon, David Bowie, Jackson Browne, Diana Ross, Johnny Cash, Chris Isaac, Mariah Carey, Ravi Shankar, to so znani glasbeniki. Ne? Izdal je 3 samostojne glasbene albume, deluje tudi kot glasbeni producent in vokalist v različnih zasedbah. No? En tak njegov solo, gotovite, da vsa glasbila okoli njega igrajo. Ne? Odlični. Dimaggio. Okay. Evo še ena mlajše. Martin Grubinger je pa avstrijski glasbenik, multitokalist in bobnar, zmagovalec na Euroviziji glasbenih talentov 2000 in 2012. Zdaj je zmagal v Bergnu oziroma ta drugič na Dunaju. Dobitnik pomembnih nagrad, kot zanimiv glasbenik, sodeluje z mnogimi različnimi orkestri, dirigenti, solisti. Glasbeno se pa ne omejuje samo na klasični repertoar, ampak posega po vseh zanimivih idejah in izzivih, kakor se sam izrazi. Ne? Snema za mnoge založbe, vodi uspešne delavnice za poznavanje tokal. No? In tukaj je njegov posnetek, recimo, kaj je on sposoben narediti samo z malim bobnom. Martin Grubinger, ne? Ni čudno, da ga vsi orkestri hočejo pravzaprav imeti za svojega nekaj. Ne? Dober je. Je strašno. No, nekaj slovenskih izvajalcev bi vam še predstavil, zato ker tudi tukaj imamo dobre bobnarje. Jaz rečem temu tokalisti, bobnari in ostale tokale, spravi vse so, ne? Matevž Brede, nekaj imen boste sigurno prepoznavali, ne? Bertoncel, Rzenšek, Centa, Radko Divjak, do plesni orkester Radio Ljubljana tudi, ne? Braco Doblekar, Tim Jelen, Miro Čekliš, Tulio Furlanič, Primorec, ne? Drago Gajo, Darko Gorenc, Blaž Grm, Martin Grajfoner, Aleš Kersnik, evo, Nelfide Pangar, Tine Vučko včasih prije sem sedeti, ne vem, če ste ga že opazili, on je vokalist orkestra Cantabile, je eden od odličnih mladih vokalistov. Ja? Tomaž Volk, Boris Šurbek, to ste slišali, Saša Šegole, Renej Šurbek, Aleksandr Šuklaj, Tatjana Novak, Andraž Poljanc, Andrej Pirjevec, Aleš Uranjek, Jani Tuta, Istok Dušan Vran, Katarina Kukovič, Zlatko Kavčič ste slišali zagotovo. Evo, to ne vem, če poznate. Te bi vam rad predstavil še slovenski ansambl, ki so Barbara Kresnik, Marina Golja, Matevž Bajde, Damir Korošec, Franci Krevk, Tomaž Lojen, Davorin Plamberger in Dejan Tamše. Oni so Stop. Namreč, oni so slovenski tokalni projekt, se imenujejo. In imajo odlične stvari, hodijo po šolah, okoli delajo koncerte. Zakaj? Zato, ker ta tokala približajo tudi mladim na en dost tak neposreden način. In seveda pokažejo, kaj vse je možnost tokali početi. Pa bi vam pokazal en kratek odlomek iz tega. Oni samo ploskajo, ali pa samo hodijo, ali pa samo se focnajo, ali pa, mislim, vse, kar je z ritmom povezano, pokažejo kot nek glasbeni element in na šolah so navdušeni nad tem. Piske, dol pada, ne? Kako? Da ne veš, da so resni, ali se kivicajo. Ja, ampak so pa vsi Ne, dobri so. akademski glasbeniki, to so, hočem vam samo pokazati način, oni tako pristopajo do tega in otroke učijo igrati in način je tale fantastičen, ki ga imajo. Vsi so izredni. Oni so akademski glasbeniki, oni so 100% glasbeniki. Ne? Lepo povabljeni, četrtek 17. maja. Lepo povabljeni, četrtek 17. maja, ista ura, isti prostor. Upam, da pa bo zanimivo naslednjič tokala, ki končajo s klavirjem. Ja, takole.